Živijo, živijo. Danes je čas za nadaljevanje posta o lepem nasmehu. Končno sem uspela sanirati nekaj izmed mojih nosečniških grehov. Jaz sem šla namreč čez praktično vse, kar je možno, da se ti v nosečnosti zgodi. Moje dlesni so bile katastrofa, zobje še bolj. In kot posledica vsega tega, ker nisem mogla dobro čistiti, ne zob, kaj šele med zobnih prostorov, sem dobila ogromno zobnega kamna. Zdaj, Sonicare je z določenim delom zelo dobro odpravil. Mislim, da so padli celi kosi, res groza. Ampak v medzobnih prostorih je ostalo še nekaj tako vidnega. In ko mi je zobozdravnica svetovala, da Gabi, če se da tole ti popraviš, zobni tehnik je naslov zate, mi tega pri nas ne delamo, tako da si najde nekoga, ki ti bo to spucal. Trajalo je po moje 2 leti, preden sem jaz našla nekoga, ki je prišel visoko priporočen. Hvala puncem, ki so ga priporočile, ker gospod David, ki še dela dent, nekaj Peričeva za Bežigradom, je bil fantastičen. Mislim, res pisan na kožo zame. Čez vse me je vodil, vse mi je povedal. Jaz sem načesko, če bi pa vsi v zdravstvu taki, mi jaz raje hodila k zdravnikom, tehnikom in podobnim. Tako da danes sem hotela povedati nekaj mojih vtisov z čiščenja, nekaj nasvetov, ki sem jih dobila od gospoda Davida, ter kako je izgledal pol ta moj postopek še nadaljnji 14 dni, 3 tedne. Ko sem prišla na čiščenje, je bilo to zelo tako, vse sproščeno. Ja, bo treba, res je tukaj. Najprej bom šel z eno napravico, pa bom šel z drugo, pa če bo še se malo pokazala, bom šel s blablabla. Super. Ko mi je David začel čistiti, čist pod lesnjo, je bila sem tako, koliko zobnega kamna je tam not? Ja. Kamna je bila ogromno. Direkt nekako tako mi je rekel. Še 2 leti pa bila paradontoza. Čist tako, da vam lepo rišem, da tudi če zgor izgleda približno super, ne veste, kaj se plete pod dlesnjem. Jaz sem se odločila, da zdaj bom hodila enkrat letno, vsaj. Glede na moje zobe, glede na to, kako zanič so, pa kako zanič so dlesni, bom šla verjetno 2-krat letno. Pa, če sem čisto iskrena, tiste drug del mi je bil ful všeč, ker dobiš mečkam bele zobe, pa brez da bi ti uničil. Ker me David začne špricati v drugem delu, pa jaz ko vprašam, kaj pa je to, je flor, in tak okusma. Pa on tako me reče, ne, soda je. Jaz tako, halo. Tisti, ki ste ljubim kozmetiko, veste, da skozi govorim, pa ne, soda je bikarbone za božjo voljo, pa mešati z limono, pa po zobeh, pa ne vem kaj. Tudi 5-krat letno lahko prideš zobnemu tehniku, pa ti pač od strani te, ki imamo itak že bele zobe, imamo čez rumene snago od kave in podobne. Jaz tako, ok, ja, sej smo podarjali, da tisti, ki vejo, kaj delajo, je tudi soda, ok, ampak ne pa v splošni publiki, ker jaz sem prvi idiot, ki se javi, da sem sprobala, pa da je bila katastrofa. Tako da, bolj, ko so občutljivi zobe, manj se poslužujte teh domačih zdravil, ker so not. Pri Davidu sem dobila Curaproxovo ščetko. Jaz jih tako uporabljam in jih obožujem in v nosečnosti ne bi smela se niti pritakniti mojim dlesnim, če ne bi imela teh Curaproxovih ščetk, ker so daleč najmehkejše. Ni ničesar, kar bi jim seglo do gležnjev, kaj šele do kolen. Tako da David mi je rekel, nadaljuj s to ščetko, ker je zelo nežna. Hvala, David, vem. Ščetka je bila moj korak številka 1, ker je priporočil kloroheksadin, sem jaz kar moj zvesti Curaseptovo vodico uporabila.
Zdaj, tale ni čist tista, ki bi jo jaz ponavadi uporabljala, ker uporabljam tiste te najmočnejše. Mislim, da so 3 pri nas na voljo. Ena je čistko bolj na vsakodnevni ravni, tale je ta, ki je ob blažjih nevšečnosti. Ta najmočnejša pri nas v bistvu uporabljamo že leta in leta in leta in leta, še ko sem doma živela, smo jih uporabljali. Jaz, v bistvu mi ni bilo čas najbolj jasno, te vodice sem z njimi vedno imela težave. Moja mama je rekla, to je bolj zdravilo, to ne smeš jemati kot ustna vodica. Pa nekako mi niso prepričali. Sem pa imela zelo, zelo grozen problem z aftami. Jaz sem imela sem res prav katastrofalne stanje bilo v ustni votlini in enkrat moja mama me je imela tako čez nos pa rekla, veš kaj, zdaj boš pa to dala not, boš imela 1 minuto, ali ne vem koliko je že, boš plunila ven in ne smeš spirati zob. Jaz sem to naredila tako 2-3krat in so afte zginile. Do takrat naprej nismo doma brez Curaseptove vodice. Sem pa šele pred kratkim, me je sram ugotovila, da Curaprox pa Curasept so v bistvu tistega podjetja. Zraven sem uporabljala še od Curasepta zobno pasto s kloroheksadinom. Zdaj načeloma ta pasta ima fluor in meni ni toliko všeč, kot njihov Enzikal. Enzikal je pri meni pač ne zamenjam ga, ampak zdaj, ki mi je glih zobni tehnik rekel, da kloroheksadin je kar 2 tedna, ampak sam 2 tedna uporabljam, sem rekla pa v redu. Bom pa pač še nadgradila s tole zobno pasto. Na začetku je bilo privajanje težavno, ker je ogabna, ampak pa sem se hitro navadila, tako 3 dni, kar je ne bom se delala fina, pa vam rekla, da mi je ful všeč, kako imaš lepo gladke zobe, pa fino umite. Všeč mi je, ker jih pobeli. Pač sem človek, kar ne reče, meni zobje so grdi. Tako da ta del mi je bil pač plus. Priznam, kaj nam reče. Ena izmed stvari, ki mi je bila pri Davidu najbolj všeč, je bilo to, enostavno v javnem zobozdravstvenem sistemu si nikoli ne vzamejo časa, da bi vas nekaj podučili. Enostavno ga nimajo, se si ga ne morejo vzeti. Jaz sem še iz šole, ko so nas učili, ščetka se tako. No in potem pridem Davidu in mi reče, ne ščetkamo več tako, zdaj krožimo 10-krat na eni lokaciji, potem se pa prestavimo naprej. Ja, v bistvu torej to, kar že tako delaš s Sonikerem, delamo zdaj še s to ščetko. To sem zdaj mesec, 2, odkar sem bila na čiščenju, sem uporabljala to metodo in je dejansko veliko bolj učinkovita. Pa tudi, veste kaj, zdaj se mi, da sem bolj temeljita, kot pa težko pa dolgočasno tisto delo. Ta drugi del, ki ga jaz nisem dobro delala, jaz sicer imam zelo rada zobne nitke, pa jih uporabljam, ampak jaz zobno nitko nisem šla spodaj, pod zobno dlesen. Dejansko moraš nižje. Zdaj, kolikor je bila moja občutljiva, verjetno že zaradi zobnega kamna, ki sem ga imela notri, je bilo to vedno tako, ali pa tudi če ne bi, ker sem imela občutek, da me bo glika razpadla. No, zdaj, ki to vse očiščeno, je dejansko veliko lažje priti do prostore, ki jih včasih nisem mogla, in zdaj se res trudim ob zobu dol v dlesen in še to ščistiti. In zaenkrat pač deluje, jaz sem realist, jaz se vedno 2-krat letno mogla iti na to čiščenje, ker pač imam genetsko tako slabe predispozicije, tako slabo stanje, da jaz lahko čistam 500-krat, pač to ne bo pomagalo. Zelo mi je bilo fajn, ker mi je David rekel, da te pač žleze z izločanjem so spodaj na srednjih, zgoraj pa na zadnjih zobeh. Tako da vem, kje moram zdaj še več časa posvetiti temu, kje se moram dejansko potruditi, pa iti, pa to občistiti in kje bom jaz mojo hčerkico, za katero moram že začeti učiti uporabljati nitko, še kar ne vem kako, kje bom največ poudarka dala. Zdaj, David mi je sicer rekel, da on najraje ima Jordan zobne nitke, ker so te take
grobe so bolj in dejansko veliko lepš poberejo osnovno snago med zobnim prostorom. Ja, malo sem razdvojena. Dejansko v tistih gladkih delih, ki jih imam, ja, dejansko boljš prebere, se tudi ful hitro scufa pa uniči. Vendar pa jaz imam na kotnih predelih take nazobčkane, kot žagice zobe. Tam se to razcefra, uniči kriza. Zaradi tega imam še kar rada moje Curaproxovo ščitko, tale DF820. Meni se zdi, da dejansko pomaga ustavljati zobni kamen. Nisem nek ekspert, ki dejansko, da imam zobni kamen, vem, ne to cajta. Nikoli nisem prej rabila čiščenja, bolj verjetno na račun tega, da se zgoraj videl, ne da ni bila spodaj. Ampak jaz to ni tako uporabljam že leta, zdaj samo v drugačni prevleki. Se mi zdi super pač izbira. Jaz ostajam na tej, prosti David. Za vsake toliko pa uporabim to na teh ravnih predelih, ker meni ni všeč, kako se te stvari cofajo. Vse verjamem, da tisti, ki imajo več prostora, to veliko lažje naredijo, kot tisti, ki imamo žagice in pol se požaga in se cefra in preklinjaš zobno nitko. Jaz sem se ne poslušala ful veliko o zobni tehniki. Dolgo časa sem iskala, zato ker večina moje okolice imela slabe izkušnje s čiščenjem zob. Vsi so se pritoževali, da je to bolel, skelel, ne vem kaj. Jaz sem tako rekla. Jaz sem z razlogom dolgo časa iskala priporočila za nekoga, ki bo to meni res dobro naredil. Z priporočili, z predlogi, z gospodom Davidom sem bila neizmerno zadovoljna. Mene ni ne skelel, ni bolel, meni nič. Naredil je profesionalno 1A, sama sem plačala čiščenje, ne dajte misliti, da je to sponzorirano, objava ni. Ampak je vredno investicije v zobe, ker čiščenje je, mislim, bilo okoli 70 evrov. Ne me držati za besedo, moram račun najti. Ampak na način, kako nežno, profesionalno, ampak temeljito je to naredil. Dajte, z ljubljanskega konca, če ste ga priporočam, meni je zdaj fajn, ko imam nekoga, ki bom hodila. Nekako sem se že najavila, da januarja bom prišla, da vsaj pogleda, kakšno je stanje, da niso do... Ful se pa vrstiš. Še malo čisti zobe, ker so mi všeč, ko so beli. So, ka dejansko je bila razlika v belini. Ampak jaz sem že v štartu zelo bele zobe, seveda krep za nič najbolj zobe, ampak kaj čemo. Tako da, ja, jaz sem se najavila, jaz igram januarja še enkrat, zdaj se moram prepričati še moje najbližje, da se predstavijo k njemu, ker mislim, da več ne bojo jamrali nad tem, kako so jim naredili, ker tisti je bilo tako še cel mesec stokali in jokali, da to ni pa preveč grobo, zadleseni, ne vem kaj. Mislim, da zdaj imamo družinskega zobnega tehnika, ki deli en kup mojih prepričanj, kjer sem jaz prišla s prakso, on s teorijo in s prakso, ker je videl toliko in toliko že. Tako da zobni tehniki, gospod David, številka 1. Jaz bom še vedno na vsake toliko ponovila s Curaseptom, ampak z mojim, mislim, da je, ne vem, je model ali kakšen je že, verzijo, ki je močnejša, ker je meni tisto bolj všeč, ker odkar to uporabljam, prakticiram, več nimam aft, nimam raznih, mislim, glejte, če vam za primerjavo povem, meni se je iz nečesa naredila cista, ker je toliko zrasla, da sem govorila, kaj je ena žaba, ko sem mogla dejansko na operacijo, da so mi to odstranili, imam še danes brazgotino, ki me moti. Tako da ne grem se več tega nikoli, pač takoj, ko je, meni je to rešitelj bil, tega se bom še naprej posluševala, flor gor ali dol. Veliko raje imam ta flor, kot pa brazgotine, ki so grozne, ki moja cista je bila na koncu taka. Cela predstavljate, da imate to usti. Niti ne verjamem, da so ti ciste za dolgoročno kakršenkoli dober znak, tako da raje jih pač nimam, raje preprečen, ko se vidim začne neki delati v ustni votlini in
Ne sicer ravno tega, ponavadi tega ne bom šla kupiti, ampak kupim ta najmočnejšega. Mislim, da je drugi najmočnejši, ker se te barve ne spomnim. Ampak med selitvijo se mi je pač nekaj zgubil, moram novega kupiti. To je bilo to o zobnem tehniku, ustni dodatku k mojim postu o ustni higieni. Ja, zdaj sem dejansko začela bolj uporabljati tele 5460 ščetke. Sem se kar dolgo cajt rabila, sem se navadila, ampak zdaj sem se. Tudi hčerka uporablja tele, ne otroške, ker so te so mehkejše in jih ima rajš. Tako da ji dam samo, da zbere barvo in ko ona zbere barvo, ji je všeč, to uporablja. Zdaj bova začela zobno nitko vajati. Good luck to me. Poročam na verjetno teta Gabi, kako se je še to obneslo. Že prepucanje zob so bili problemi. Povejte mi še vi, kakšne so vaše najljubše zobne nitke, kako hodite zobnim tehnikom, higienikom, je v redu, imate še kakšna priporočila za tiste, ki niso izljubljane. Vsako mnenje je dobrodošlo, kmalu pa se spet vidimo. Čau, čau!